Jutro in dober dan sem tudi v mojem imenu. Za začetek bi se želel po eni strani opravičiti zaradi nekoliko daljše poti v Portorož, kot je običajno, in po drugi strani zahvaliti kolegu Petru za dve stvari. Prvič, za njegove iztočnice, ki mislim, da so za nadaljevanje razprave izjemnega pomena in tudi lepo dajo, kako naj temu rečemo, anemnezo tega oziroma diagnozo tega, kar so naši ključni izzivi in s čimer verjamemo, da se bomo z obema kolegama oziroma za resorji, iz katerih prihajamo, poskušali maksimalno spopasti skupaj z seveda vsemi deležniki na področju. Druga zahvala Petru pa seveda, ker je za svojim nastopom angažiral in v bistvu tako impresioniral vse skupaj, da ni bilo problem, če sem bil majhen pozen. Skratka, da smo ujeli tisti čas, ko sem jaz zamujal. Zdaj, morda glede na to, da je napisano v naslovu, da bom govoril o raziskovalni inovacijski strategiji, pa bolj, ko sem razmišljal vsem skupaj, mi je bilo jasno, da moramo povedati nekoliko širše, kajti na področju znanosti, raziskav, razvoja, inovacij se zdaj v tem trenutku dogaja toliko različnih stvari, da če se osredotočimo samo na ris, smo zgubili en pomemben del zgodbe. Zaradi tega se bom prvih dotaknil zelo in zgolj samo v nekaj stavkih, ker ne bi želel, da je sam poudarek na tem. Pa vendar, dejstvo je, da je Slovenija trenutno v predsedovanju in dejstvo je v tem kontekstu, da smo odgovorni za prenovo na našem področju, za prenovo evropskega raziskovalnega prostora. To je nekaj, kar v zadnjih letih oziroma v zadnjih desetletjih pravzaprav kljub zelo močnim željam in kljub aktivnostim ni prav zares zaživelo. In z tega vidika je bil v času že predhodnih dveh predsedovanj skupaj z nami, ker smo vzpostavili trio, oblikovan delovni načrt oziroma roadmap in potem ideje in implementacije za vzpostavitev novega evropskega raziskovalnega prostora, ki se od trenutnih aktivnosti razlikuje predvsem po tem, da vključuje v bistveno večji meri vključuje deležnike, ker jasno je, da brez implementacije, brez vključevanja deležnikov implementacije takšne, kot se želimo, ne bo. Druga stvar je, da vključuje tudi druge resorje, skratka, točno to, o čemer je kolega Peter tudi govoril, potreba po vključevanju raziskav, razvoj inovacij, ne samo kot delček enega resornega ministrstva, dveh, mogoče treh, ampak da gre za horizontalno zgodbo, pri kateri moramo pristopiti pravzaprav vsi resorji, ki so pogosto, pa to ni primer samo v Sloveniji, pravzaprav se držali relativno nazaj. In v tem kontekstu bi želel izpostaviti dve stvari. Ena, ki je ključnega pomena, je vprašanje raziskovalnih in pač visoko izobraženih kadrov, ki so eden izmed pomembnih problemov pravzaprav v EU 13 državah kot celoti, še marsikateri drugi, pri nas pa pri tem seveda tudi nismo izjema in z tega vidika bo organizirana v novembru konferenca, kamor lepo vabljeni. Druga stvar je pa pač naša flagship konferenca o upravljanju ERA, kjer ste tudi tako zelo lepo vabljeni in ena od pomembnih tematik je ERA in gospodarstvo, povezave raziskav in gospodarstva in v tem kontekstu verjamemo, da bomo v polovici dneva, ki ga imamo za to na voljo v mednarodnem kontekstu, lahko povedali oziroma izmenjali kar nekaj dobrih praks. Druga stvar, brez katere ne gre, je seveda proračun. Zdaj, videli smo podatke, ki jih je kolega Peter nanizal v svoji prezentaciji in ki so nas v zadnjih letih od leta 2011, ko smo imeli 0,73 vlaganja javnih sredstev v raziskave in razvoj, pripeljali na najnižji točki do 0,36, mislim, da. V proračunih, ki bodo v naslednjih dneh sprejeti oziroma obravnavani v parlamentu, stojijo za področje, ki ga pokriva naše ministrstvo, tele številke, da se bo lažje predstavljati, tole je številka oziroma tole je graf, o katerem govorimo. Skratka, z rastjo
proračunskih sredstev, tule so samo integralna sredstva, na prejšnjem slajdu v ciljnem letu 23 z mečkam pod 400 milijonov so zdraven tudi tista kohezijska sredstva, ki so nekako v našem portfelju. Pa vendar, z tega vidika, kljub temu, da so številke zgledajo relativno lepo, se strinjam z zadnjo, oziroma eno od zadnjih trditev, ki jo je povedal kolega Peter, da ne tekmujemo svojo zgodovino, ampak tekmujemo z drugimi, ki so okoli nas. In z tega vidika, glede na to, da prihajamo v tekmo oziroma na celotno polje z relativno velikim zaostankom zadnjega desetletja, je dejstvo, da so pospešena vlaganja tisto, kar je nujno potrebno zagotoviti in narediti. Tole je, kot rečeno, tisto, kar je na mizi. Zagotovo je pa še kar precej prostora in potrebe potem, da se tudi v spremljevalnih mehanizmih, ki spremljajo integralni proračun, zagotovi ustrezno mesto raziskav, inovacij, razvoja, pa da ne bo pomote. Ni pomembno, da je ta proračun pri nas, na našem ministrstvu. Pomembno je, da je na enem izmed resorjev ali pa na kateremkoli izmed resorjev, ki bo razvojno podpiral te reči in koordiniral svoje aktivnosti z drugimi resorji, da bodo inštrumenti, ki jih načrtujemo, ki bodo načrtovani, čim bolj koordinirani in dobivali, kot je potrebno, pač svoj pomen. Tretja reč, ki je izjemnega pomena, je po dolgem času, zdaj pa močno upam, da smo res blizu pri sprejemanju zakona, šel je v prvem branju, mislim, da 14 dni nazaj čez parlament. Kar se mi zdi še bolj pomembno v tem kontekstu je, da je bil izid glasovanja 80-3. Zdaj, načeloma, to pač 46 glas in 80 glas ni bistvene razlike. Razlika pa je v tem in verjamem in močno upam, da se bo pokazala tudi ne samo pri glasovanju v prvem branju, ampak tudi pri glasovanju za proračun, pri amandmajih za proračun in še kje, da je očitno to zelo jasen izkaz, da se je na tem področju oziroma na tem vprašanju politika poenotila. In da ne bomo prišli do tega, kar je pred časom povedal Karlo Rizzuto, eno izmed pomembnih imen na področju raziskovalne infrastrukture, da so raziskave, razvoj in inovacije v ospredju debat 364 dni v letu, tisti manjkajoči dan pa je dan, ko se sprejema proračun. Tako da verjamem, da v tem kontekstu bomo nekoliko v nadaljevanju na boljši strani. Kar se tiče raziskovalne in inovacijske strategije, dejstvo je, da je že pretekla oziroma predhodna strategija, ki smo imeli za obdobje 2011-2020, pravzaprav nakazala smer, oziroma opredelila smer, v katero je potrebno iti. Ampak je zaradi večjih razlogov, ne samo finančnih, ampak tudi veliko izmed zastavljenih procesov, ki so bili takrat zamišljeni, zastalo oziroma ni bilo realiziranih. Z tega vidika nismo pri pripravi in verjamem, da ste osnutek, ki je bil v javni razpravi, vsi videli in tudi dobili smo pripombe, tako da vsakemu posebej in vsem skupaj se za to zahvaljujem. Smo želeli nadaljevati prvič to, kar je bilo opredeljeno v prejšnji strategiji, skupaj z kolegi z MGRT-ja in tudi z kolegi iz SVRK-ja smo delali na tem dokumentu. Druga stvar, ki je pomembna, želeli smo jo uskladiti v celoti oziroma uglasiti z aktivnostmi, ki nastajajo oziroma ki potekajo na EU ravni. Skratka, kateri so tisti ključni procesi in hkrati dati zelo jasno sliko oziroma zelo jasno sporočilo, da je potrebno povezovanje tudi med dokumenti, ravno zaradi tega v samih prioritetah znotraj strategije raziskovalne inovacijske strategije Slovenije nismo šli zelo v globino, ampak smo se potrudili in verjamemo, da je
proces oziroma način, kako pridi do prioritet, usklajen z strategijo pametne specializacije. Pametna specializacija pa naj bo tista, ki bo in ki opredeljuje prioritete, ne samo za kohezijo, tudi širše. Preprosto je pomembno, da imamo usklajeno en prioriteten dokument in ne, da jih pač razparceliramo, pa tudi, če samo mičkano drugače na vsakem izmed dokumentov, ki jih pripravljamo. Skratka, ideja samega dokumenta je, da je kratek z opredeljenimi cilji, z 5 cilji in pa z horizontalnimi prednostnimi nalogami, znotraj katerih smo potem opredelili oziroma navedli, nanizali tudi cilje oziroma ukrepe, s katerimi pridemo do teh ciljev. Glede na to, da je bil dokument v javni obravnavi in da ste ga zagotovo brali, ne bi šel res po posameznem ukrep, ampak se mi zdi pomembno, kar je ključno znotraj klastrov. Pač prvo, učinkovito upravljanje sistema je zagotovo rak rana, s katero se soočamo, ne zadnjih 10, zadnjih 20 let. In je pripeljal do tega, da imamo sistem relativno razdrobljen, da imamo zaprtost v posamezne vrtičke in pa da, kar se mi zdi, da je zelo simptomatično za slovenski sistem, da poskušamo saj na raziskovalnem področju z raznimi kazalniki, metrikami in vsemi pravilniki, ki obstajajo, bom poenostavil, biti bolj pametni od raziskovalnih institucij. In skratka, jim ne dovolimo in jim nismo dovolili, da bi z avtonomijo razvili tista področja na tiste in na takšne načine, kot je za njih najboljše in kot je najboljše za področje, na katerem delajo, in to pripelje potem do bistveno lažjega sodelovanja z gospodarstvom. Kajti, če predpišemo vse do zadnje pike humanistom in jedrskim fizikom na enak način, pridemo pač če drugega ne, do neučinkovitega sistema upravljanja. Skratka, znotraj tega avtonomija institucij. Okrepljene vlaganje v raziskave in inovacije. V zakonu smo napisali na zakonski ravni, kot zakonsko normo do leta 2028, ki bo zelo hitro tule, 1% javnih sredstev za raziskave, razvoj, inovacije. V strategijo smo napisali skladno z dokumenti, ki nastajajo na EU ravni 1,25, skratka nekoliko več, kar je pomembno, ker moramo ambiciozno zapisati cilje za naprej. Zakonsko je eno, tisto je, kar moramo, to na strategiji pa je tisto, kar verjamemo, da je potrebno in smer, v katero je potrebno iti. Privabljanje odličnih znanstvenikov in spodbujanje odlične znanosti. Odlična znanost v tem kontekstu tista, ki je prioritet prosta in ravno tako tista, ki je vezana na prioritete. Skratka, gre za dve plati, pri obeh pa potrebujemo odličnost in najboljše, in tu je spet en set ukrepov, s katerimi želimo to doseči. Potem zagotavljanje odlične in mednarodno konkurenčne raziskovalne in pa tehnološke infrastrukture. Če je povezovanje med raziskavami in gospodarstvom lahko relativno težko oziroma proces, je raziskovalna infrastruktura zagotovo nekaj, na čemer se najdemo vsi. Skratka, ne moramo jo, oziroma zelo težko jo delimo na infrastrukturo za bazično znanost in infrastrukturo za gospodarstvo. Gre za sklope, kjer se srečujejo tako eni kot drugi, in z tega vidika je za nas primarnega pomena vključevanje v mednarodne infrastrukture, kar pomeni dostop do tistih zmogljivosti, ki jih pri nas ni, vključevanje in sodelovanje pri velikih mednarodnih infrastrukturah v kontekstu CERN-a, FER-a in še kakšnih, in izgradnja nacionalnih kapacitet, ki morajo biti povezane v te distribuirane mednarodne infrastrukture, da dobimo za naš vložek komplementarno še nekaj drugega. Kar je pomembno, imamo dostop do več infrastrukture in predvsem gre za enega izmed načinov najlažjih, kako se med seboj pač raziskovalci srečujejo in skupaj sodelujejo. In z tega vidika verjamem, da infrastruktura je zagotovo eden od tistih ključnih elementov. In pa potem pospešeno sodelovanje med znanostjo in gospodarstvom, kar pa je
kot že rečeno, preko infrastrukture, prek skupnih projektov in tako naprej. Horizontalne prioritete oziroma prednostne naloge, odprta za sodelovanje v mednarodnem okolju in pa sodelovanje v njem, odprta znanost za izboljšanje kakovosti, kar pomeni dostopnost vseh podatkov na način, da pravzaprav so dostopni vsem tistim, ki jih potrebujete, odprto, brezplačno in pa v tem kontekstu tudi sprememba oziroma spreminjanje metrike ocenjevanja raziskovalnih rezultatov, skratka vezano ne samo na H-indeks, ki je pogosto uporabljen v razpravah, pa zelo nerazumljen metrični element do raznih citatov in tako naprej, skratka tudi vpliv in pa sodelovanje z okoljem, z družbo in pa na koncu enako spolov, enake možnosti za raziskave na področju raziskav in razvoja. O tem ne bom zgubljal preveč besed, ker je povedal že Peter in za mano pridejo bistveno bolj kompetentni od mene na tem področju, pa vendar želel bi izpostaviti samo nekaj tistih ključnih reči. Umeščamo se večinoma v cilj politike 1 in pa kar si ključno želimo oziroma kar so v tem trenutku načrti, je podpora aktivnostim za prenos tehnologij, skratka v tej perspektivi smo rekli vzpostavljanje pisarn za prenos tehnologij, TTO-ji in vzpostavitev na splošno okolja in skupnosti profesionalcev, ki delate na teh področjih. Raziskovalna infrastruktura in oprema, vezano tako na infrastrukturo kot na zgradbe. Trudimo se oziroma namen je, da bomo tako v zahodni kot vzhodni kohezijski regiji enakomerno oziroma skladno z prioritetami in skladno z najboljšo value for money, če tako rečem, investirali oziroma podpirali izgradnjo raziskovalne infrastrukture. Potem podpora aktivnostim TRL 3-6, raziskovalni programi. Želeli bi si, oziroma v načrtu imamo predvsem večje povezovalne programe, znotraj katerih dosegamo lahko bistveno večje sinergije med raziskovalnimi in gospodarskimi subjekti. Potem raziskovalci na začetku kariere, aplikativne raziskave, podpora aplikativnim raziskavam je nekaj, kar se je izkazalo, da je precej manjkajoče področje. Skratka, ko pridemo iz bazičnimi raziskavami do relativno jasnega cilja, ga še specificiramo v aplikativni raziskavi, ki jo financira ARRS, in potem pridemo do točke, ko je ta projekt končan in rečemo, kaj pa zdaj z njim, ker nimamo poti naprej, nimamo ničesar, kamor bi oziroma s čimer bi ta projekt nadgradili. In ravno to bi želeli oziroma bomo aplikativne projekte, ki so zaključeni kot raziskovalni projekti znotraj ARRS-ja in na način, kot ga poznate, tiste, ki imajo potencial za naprej dodatno podpreti v verjetno relativno kratkem časovnem obdobju z nekaj 100 000 evri, skratka, da se pripravi, da gre lahko naprej potem tudi za večje projekte iz drugih virov. Sodelovanje v evropskem raziskovalnem prostoru, vezano predvsem na teaming projekte, skratka izgradnjo institucij in pa komplementarne projekte, ki jih bomo gradili oziroma ki jih bomo spodbujali z pečatom odličnosti, Seal of Excellence, in pa z komplementarno, kar se tiče evropskih partnerstv in pa v raziskave v misijah. Skratka, evropska partnerstva so na področjih, kot so opredeljena, eden izmed novih inštrumentov znotraj obzorja Evropa, ki ga bo potrebno intenzivno podpreti z nacionalnimi sredstvi oziroma sredstvi od drugje in iskati sinergije, in to je eden od naših elementov. Tule, zelo na kratko, ker mislim, da me čas počasi preganja. NOO je element oziroma je
inštrument, ki smo se ga pri nas v sodelovanju s kolegi iz MGRT-ja lotili iz dveh zornih kotov. Eno je reforma samega sistema, druga so pa naložbe. V reformi samega sistema bi verjel, da je vse skupaj pomembno vsaj toliko kot naložbah, kajti gre za vzpostavitev strukture upravljanja, za oblikovanje politik, na drugi strani prostor srečevanja in usklajevanja politik na tem področju in pa inštrumentov, ki jih izvajajo naše ministrstvo, kolegi iz ministrstva na MGRT-ju in obe agenciji. Tako da v tem kontekstu tudi naložbe so posvečene predvsem to, kar je rekel kolega Peter, sodelovalni oziroma 3 do 6 projekti bojo v tem kontekstu sicer v manjšem obsegu, pa vendar verjamem, da komplementarno pač podprti in z kohezijo in na ta način, da bomo pokrili tako, kot je potrebno. Ostalo z NOO-ja fokusirano predvsem na povečevanje mednarodne konkurenčnosti in pa izgradnjo kapacitete tako na institucijah kot na ministrstvo oziroma na agencijah in pa, kar je pomembno, tudi izgradnja hrbteničnega omrežja in nekatere druge aktivnosti povezane z HPC-jem, ki bodo pripomogle k večji in pa uspešnejši digitalizaciji, ker predstavljajo osnovo, na podlagi katere se stvari gradijo naprej. Hvala lepa. Toliko za enkrat. Verjamem, da bo v razpravi tudi še kaj vprašanj in se že veselim.